Matjaž. Lepo pozdravljeni. Jaz bom predstavil en del prispevka z naslovom 50 let od uvedbe predmeta računalništva v srednje šole, poskusni pouk računalništva. Moja dva soavtorja sta Iztok Lajovic in Vlado Rajkovič. Vlado bo kasneje nadaljeval s to predstavitvijo. Lahko dobi jaz miško? Miško vzem. Hvala pač. Začetek projekta, kot smo slišali v prejšnji predstavitvi, je bil aprila 1971, takrat je bil prvi sestanek projektne skupine za uvedbo pouka računalništva na Zavodu za šolstvo in kot vidimo septembra 1971 se je pa že začel poskusni pouk računalništva na izbranih srednjih šolah. Recimo meni se zdi ta dva datuma fascinantna v luči tega, da to verjetno v sedanjih časih ne bi bilo možno, ker zdaj se pišejo nacionalni programi za razne vrste šolstva in znanosti za 10 let. V teh programih piše marsikaj, mine 10 let, približno polovica stvari ostane po 10 letih neizkoriščena oziroma nerealizirana. Leta 1974, to se pravi po 4 letih, se je ta pouk že razširil iz 7 srednjih šol na 65 šol in tudi zelo povečal v pogledu števila dijakov, ki so bili vključeni. Poskusni pouk, kot sem rekel, se je začel leta 1971 na 7 izbranih srednjih šolah. Na Bežigradski gimnaziji smo učili soavtorji tega prispevka. Takrat je bilo tudi naše prvo leto, ko smo bili zaposleni na Inštitutu Jožef Stefan, takoj po diplomi. Vsi trije smo pravzaprav diplomirali na isti dan in vsi trije smo se zaposlili na inštitutu na isti dan. Zaposlil nas je dr. Anton Železnikar. Zgleda, da takrat z zaposlitvami ni bilo nobenih problemov. Mi smo tudi več ponudb za zaposlitev. Zbrali smo to možnost, ker nam je dr. Železnikar najbolj prepričljivo povedal, kaj bomo lahko delali raziskovalno. Edini problem je bil pravzaprav, da na inštitutu ni bilo prostora za nas. Potem so nazadnje našli eno osamljeno podstrešno sobo, ki je samevala sredi neobdelanega podstrešja na glavni stavbi. Po tistem podstrešju je ležalo tramovje in drugi odpadni materiali, tako da si se moral prebijati v naše delovno mesto, ampak tako nenavadno je bilo to delovno mesto, niti nismo opazili, ker so nas zanimale druge stvari. Smo raziskovalno delali in še poleg tega marsikaj drugega. Ena izmed teh stvari je bilo učenje na srednji šoli. Spomnimo se, da smo imeli vsako se pravičujem, zdaj pa z mojo miško. Vsak torek dopoldne smo se rezervirali za diskusijo o pouku in smo planirali, kaj se bo dogajalo v tem tednu. Meni je zelo všeč, da še vedno se spomnimo, da smo si zelo trdno zastavili osnovna načela tega pouka. To je bilo pa aktivno delo učencev, reševanje problemov, vključno s programiranjem na računalniku. In do konca leta je vsak od naših dijakov sprogramiral svojo nalogo, torej vsak je dobil vsaj eno programersko nalogo in jo sprogramiral in tudi izvedel na računalniku IBM 1130, ki je bil takrat na razpolago. In med našimi učenci tisto leto je bil tudi Matjaž Gams.
zdaj redni profesor in nekaj časa zatem, ko je bil naš dijak, je postal tudi vodja odseka za inteligentne sisteme na inštitutu Štefan. Mi trije smo učili na Bežigradski gimnaziji in malo kasneje tudi še na Šubičevi gimnaziji. In iz Šubičeve gimnazije se spomnimo še kar precej imen, ki so postala zelo razpoznavna v nadaljevanju. Med njimi so profesori, doktori Andrej Brodnik, Bojan Cestnik, Marko Iliča, Marko Podkovšek in Franc Solina. In Franc Solina mislim, da bo danes nastopil tudi kot govornik na tej konferenci. In ravno tako mislim, da Matjaž tudi zelo hvala. Okay, to so dva izmed naših tedanjih dijakov. Leta 1975 smo trije skupaj z Vladom Rajkovičem in Brankom Roblekom objavili eno analizo tega poskusnega pouka računalništva, ki je bila objavljena na eni izmed IFIP-ovih konferenc o računalniškem usposabljanju. Iz tistega članka je tudi ta tabela, ki kaže na zelo sistematično in hitro rast tega poskusnega pouka računalništva, mimogrede med drugim tudi usposabljanje učiteljev, ki je nekako bilo načrtovano in potekalo zelo regularno, po 25 novih učiteljev usposobljenih vsako leto. Ta pouk računalništva v srednjih šolah štejemo, kot da je bil med prvimi v Evropi. O tem pričajo razni dokumenti in analize in med drugim tudi članek, ki ga je objavil Boris Lipožič, takratni direktor Zavoda za šolstvo. On je bil tudi eden začetnikov tega projekta uvajanja pouka računalništva v srednje šole. To je opisal v svojem članku v šolskih razgledih leta 2010 in tole je citat iz njegovega članka. Jaz bom nekaj od tega prebral. Poročilo Generalnega direktorata za izobraževanje Evropske komisije za leto 2000-2001 navaja, da je Slovenija začela vpeljevati pouk računalništva v srednjih šolah celo pred Zvezno republiko Nemčijo. Ta je uvajanje zastavila šele v poznih 70 letih. Tukaj je citat na to študijo Evropske komisije. Ta študija je še vedno dostopna preko interneta. Jaz sem pogledal in treba priznati, da ta citat iz Lipožičevega članka ni povsem dobeseden prevod navedb v originalnem dokumentu Evropske komisije. Tisti dokument dopušča več interpretacij oziroma malo dvomno napisan, ampak kakorkoli iz vseh tistih podatkov in tabel, ki pa so objavljeni v tem originalnem dokumentu, je vendarle nedvoumno, da je pouk v Sloveniji bil med najbolj zgodnjimi v Evropi. Tole je slika, naslovnica učbenika računalništva, ki je izšel leta 1974 v soavtorstvu med Vladom Rajkovičem in menoj. Skupaj z nakladnimi napisi je izdan v 20.000 izvodih. In poleg tega je izšlo še pravzaprav cela vrsta knjig ali pa verzij raznih knjig, ki bo malo kasneje predstavil Vlado Rajkovič. Jaz bi sam še povedal nekaj o tem učbeniku iz leta 1976. Če to prelistaš, mi je zelo všeč, ko vidiš, da je v poglavju 7 uporaba računalnikov tudi en precej dolg razdelek o umetni inteligenci, ki je še nekako veljaven še celo v sedanjem času. Poleg tega je tam tudi razdelek, ali računalnik ogroža človeka, in z malo domišljije si lahko interpretiramo tisti razdelek kot ene vrste
zelo zgodna napoved uredbe GDPR. Hvala lepa, jaz bom tukaj končal in prosim vlado, da nadaljuje s to predstavitvijo. Vprašanje pa lahko hvala na celotni prispevek. Tako. Puščice delajo, ne, ja. Zdaj bi spregovoril še nekaj o nadaljnih publikacijah, ki so bile ugledale luč. Zelo zanimivo je, mi imamo zdaj veliko pripomb na usmerjeno izobraževanje, vendar v računalništvu je tudi v usmerjenem izobraževanju dobilo svoje kar ugledno mesto. Tako tudi v knjigi Osnove tehnike in proizvodne, ki je šla v 2 ali 3 letih v tisk v 51.000 izvodih, je bil nekak povzetek med obema najinima knjigama 41 strani o informatiki in računalništvu. Potem je prišel tukaj na svetlo drugi učbenik, katerega bistvena sprememba je bila to, da je Fortran zamenil Pascal, pa še nekaj drugih reči in tudi ta je šel v svete kar precej med dijake in še danes me kakšen kaj sreča. Se vas pa poznamo, ali ste vi soavtor tega učbenika. Naslednja stvar je bil pa učbenik za programski jezik Turbo Pascal, ki sta ga napisala pa Ivan pa Bojan Cesnik, eden naših prvih dijakov, tudi in je pomembno prispeval k, v bistvu, bomo rekli, kar programerski kulturi pri nas. No, tisto, na kar smo prav gotovo najbolj ponosni, so pravzaprav naši dijaki. Tukaj je en tak spisek iz ene slike, ki sem ga uspel slučajno dobiti, iz leta sicer 78-79, gor so pač mogoče ne več prepoznavni obrazi, ker so danes pač 50 let, oziroma malo manj od tega, vendar zasedajo pa, oziroma so že do sedaj zelo veliko naredili, ne samo na področju računalništva, tudi na drugih področjih, recimo tudi na področju Helena Burger je bila direktorica Zavoda za rehabilitacijo, pa predstojnica enega oddelka na medicinski fakulteti in tako naprej. Tomi Dolenc sicer je tudi danes predstava in seveda v zgornjem levem kotu imamo Andreja Brodnika, ki se že predolga leta sodelavci trudi, da bi računalništvo dobilo drugačno mesto, kot ga je imelo do sedaj v naših šolah, kljub temu, da so stvari zelo napredovale. No, jaz sem se pogovarjal z nekaterimi dijaki že malo prej, in so rekli, ja, nekateri profesori so nas zelo motivirali za računalništvo. Je recimo profesor Štalc na Bežigrajski je ta boljšim dijakom kar upisnice v praktično znanje delil, da so se udeležili. Bili so pa tudi profesori matematike, ki so rekli, ne, otroci, ne se z računalništvom ukvarjati. Matematika je ta glavna, računalništvo, cela Slovenija bo robila par računalnikov, da matematiki izračunamo tisto, kar je treba. Tako da stvari niso bile gladke ali pa v zgodovini. Vedno, kar je pa pozitivno, so bila mnenja za in proti in pravilno, da se tudi mnenja za vedno utemeljujejo. Računalniško izobraževanje učiteljev računalništva, ali bi pa jaz že tukaj gledal, bi dal naslov opolnomočenje učiteljev računalništva. Začel je profesor Roblek, Zavod za šolstvo, kajti že 72 leta po prvem usposabljanju, prvih 25 učiteljev je tukaj nastalo gradivo, ki se je potem vsako leto malo spreminjalo.
vendar je bilo napisano gradivo, ki so ga učitelji dobili v roke, že med usposabljanjem, vsaj drugo leto, 72-73, in je po mojem to zelo pomembno, da učitelji dobijo nekaj v roke. Ne samo lepo besedo, pa tudi lepe besede za učitelje včasih zmanjka. Kajti jaz se spomnim, kako je bilo to, ko sva z Ivanom predstavljala Zavod za šolstvo na povabu, ne rečem Primorov, ampak ker smo se s tem strinjala, da predstavimo učbenik, kaj smo mi z učbenikom mislili na aktivih učiteljev širom po Sloveniji. Na različne kraje smo se peljali, tam so se aktivi zbrali in smo predstavljali vsebino, smo se pogovarjali, povedali, kako si predstavljamo izvedbo in kakšne so morda kakšne težave. In jaz imam izjemno lepe spomine, kako so bili učitelji veseli, pa tudi midva, ko sva učbenik predstavljala, dobivala vprašanja. Dejansko smo vzpostavili eno intelektualno sredino, povezavo, ki se je potem še na raznih seminarjih in tudi srečanjih, kot je, imamo sicer so se šele, mislim, da je 24. leto in v okviru informacijske družbe, tukaj le na Štefanju je tudi vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi in recimo ni problem več 10 učiteljev dobiti s svojimi prispevki, ki seveda letos, če vas zanima, pa pejte pogledati, udeležba je brezplačna, je pogledati, kaj si oni zdaj mislijo o usposabljenosti učiteljev za učenje nadaljavo, ker tukaj ne gre samo za Zoom pa MS Teams in podobno, ampak gre za vsebinske premike. To tisto, kar sem rekel, da je dobro dati učiteljem nekaj v roke, je takrat tudi udejanjen. Leta 1981 je pri založbi univerzem izšel komplet prosojnic in komplet diapozitivov. Takrat so bili drugačni časi, glede interneta, vseh teh gradiv in dejansko dati več 10 prosojnic oziroma diapozitivov v roke, če nič drugega ima učitelj dober občutek in če kakšen ga uporabi, super. In to se tudi dogaja. Se pravi, učitelj mora nekaj dobiti, tako po človeški plati, komunikacijski, kot tudi za v roko, če nič drugega pa se ni nič hudega, če dobi po elektronski poti ali pa preko Google. Zdaj govorimo o kompetencah učiteljev. Jaz učiteljev vzamem pač vse, ne samo tiste, ki učijo računalništvo, ki imajo računalniška znanja. In tukaj pri kompetencah imam jaz kar precej nekakšnih takih misli, ki se morda ne skladajo z vsemi, ki se danes, bom kar rekel s kolegom Brodnikom, ki se danes zelo trudi in žal vsaj deloma, bom rekel, neuspešno, bom tudi povedal še kakšno kritično misel. Namreč, zakaj gre? Znanje v knjigah je mrtvo, v naših glavah pa je živo in ustvarjalno, je rekel veliki Albert, to je mečkeno zafrkantsko, že skoraj, saj Einstein je imel veliko takih dvoumnih stvari, ker se je mečkeno ponorčeval iz plepsa, ampak računalnikarji ali pa tudi neračunalnikarji se lahko ob tem vprašamo, kakšno pa je znanje v računalniku. Ali je mrtvo, ali je živo in tako naprej. Dejansko, če knjigoljubcu to poveš, da je v knjigah mrtvo, se bo zgrozil in nasprotoval do konca, kako zlata naša knjiga od Trubarja naprej, pa kako morate reči, da je znanje noter mrtvo. Ja, recimo, jaz tudi zelo rad kuham, in vam povem, recepte imam stalno pri roki, ampak knjiga, recept iz knjige ali pa iz interneta mi nikoli ne bo nič skuhal, pa nikoli nič naredil. Narediti mora pač človek, in tudi ne samo robot. Zdaj, odgovor je tukaj, v računalniku je znanje tudi živo, lahko tudi čitamo, lahko je živo, ker pač je računalnik splošni program General Purpose Simulation Machine, za simulacijo vsega, vendar pa problem računalnika ali pa prednost človeka je, da se težko znajde računalnik v novih nepredvidljivih situacijah.
Kar se ustvarjalnosti tiče, pa je računalnik vse prej tisto, kar bi si v bistvu želeli, tudi za podporo. Je pa res, da podpora ustvarjalnosti in človekovim miselnim procesom pa je IKT. Zdaj, ali ga rečemo čist obdelava podatkov, mu rečemo umetna inteligenca, jaz razumem računalnik kot podporo, kot tehnologijo za podporo človekovim kognitivnim procesom. No in to sva tudi z našo voditeljico, magistro Alenko Krapeš, ravnateljico Viške gimnazije, pravzaprav so bili izsledki njenega magistrske naloge, zelo lepo pač skušala pokazati, v kakšnem smislu, da je treba razumeti človeka, človekove kognitivne procese do določene mere in pogledati negativne pluse in minuse kognitivnih procesov pri človeku in seveda gledati, kako pluse nadgradimo z informacijsko tehnologijo oziroma tehnologijo znanja, ker je tehnologija znanja v principu se začne s svinčnikom in papirjem. Saj vemo, da je, ko se je papir postal široko dostopen ljudem, so arhitekti pogruntali, da je od takrat s široko dostopnim papirjem so se povečale kupole cerkvenih objektov. Ja. No, in kaj bi rekel, tukaj noter pomeni, da je coding ali pa programiranje ni edina tehnologija znanja, ki jo računalniku lahko imamo. Zdaj smo tukaj tudi, tole lahko kaj vozimo, tale plus, Ne, tega pa ne smem. Tega pa ne smem, ja. Ja, v glavnem, kolega Andrej Brodnik, sodelavci, izjemno lepo delo dela, pod naslovom sem kar rekel, snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki. Jaz mislim, da je to izjemno lepo poslanstvo. Informatika 1 je čudovito napisana, žal je informatika 2 v delu. Problem je pa kaj? Problem je seveda osnovni ta, da je ur premalo. Da je ur premalo v recimo srednjih šolah, v osnovnih šolah, kako je, zdaj ne bi o tem izgubljal besed, oziroma je škoda našega časa, ki mi je že potekel, vendar pa pri tem informatiki, ki je v delu, manjkajo nekatera poglavja, ki so precej v uni knjigi, ki je 18 let stara, Krapeš Rajkovič, tehnologije znanja, točno je polnoletnost dosegla. In dejansko jaz svetujem to, da se pač obrnejo bodi si na prvo avtorico, ki je še tudi v tej skupini, ali pa koga drugega, da se ta poglavja dopolnijo. Dopolniti se pa da tudi z drugimi tehnologijami znanja za obdelavo podatkov, ki jih recimo ponuja Orange. In Orange je pa seveda doma na isti fakulteti, kot Andrej Brodnik na fakulteti za računalništvo, in bi bilo zelo fino, če bi se v tem pogledu dopolnili. Tisto, kar je pa čudno, je pa to, mi smo vedno sodelovali z Zavodom za šolstvo pa z ministrstvom. Lucy, to je laboratorij profesor Brodnika, ja, je pa na fakulteti pri njemu njegova nekako, če to pogledaš, vidiš, da nekaj ni v redu, da nekako nismo sprejeti, predvsem zaradi tega, ker je kolega Brodnik je danes tudi, jaz mislim, da je meni edini, ki ga poznam, tako, iz teh vlogov, saj ga še najde, ampak je v skupini za digitalizacijo Slovenije. In upam, da mu bo to uspel, samo treba je spremeniti ne samo to, da pride informatika, dobi ure, ampak dejansko pogled, da je to na straneh ministrstva, je to, ali pa na straneh vsaj Zavoda za šolstvo. Skratka, en kup stvari je tukaj, ki človeka pravzaprav bolijo, mogoče pa kakšnih, kot sem prej v hecu rekel, familiarnih zvez premalo, da bi se to postavili tam, kar bi koristilo predvsem našim ljudem, se pravi slovenskemu narodu, pa posredično, ker mi smo vedno sodelovali tudi s tujino, ne samo v Evropski uniji, pač tudi po svetu. Hvala lepa. Jaz bom to zaplačila.